Lepo pozdravljeni na ta veseli dan kulture. Se sprašujete, kje so danes vaše knjižničarke? Javljamo se vsaka iz svojega delovnega kotička in vam sporočamo, da z mislijo na vas, obiskovalce, vsak dan iščemo nove načine, kako ostati v stiku z vami, pa čeprav z distanco. Ob ta veselem dnevu kulture naj bi kulturne ustanove na široko odprle svoja vrata, a letos so ta komaj priškrnjena. Namesto tega smo se knjižničarke odločile, da vam na široko odstremo pogled na dušo knjižnice in nam bližnje svetove z izborom nam ljubih misli med preletom skoraj celotne knjižnice. Za ta dan sem izbrala citat, ki je lahko tudi vesel, če ga želite tako slišati. Obstajajo ceste, ki jih ne gre izbrati. Obstajajo vojske, ki jih ne gre napasti. Obstajajo mesta, ki jih ne gre oblegati. Obstajajo ozemlja, za katera se ne gre bojevati. Obstajajo vladarjevi ukazi, ki jih ne gre upoštevati. Iz umetnosti vojne mojstra Sun Zija. Naj bo lep ta veseli dan kulture. Želim iz Tripoteke v časopisno bralnico Jožici Pečovnik in tudi vsem vam. Ja, hvala Relka za tvoj lep uvod. Jaz bom čisto kratka. Albert Einstein je dejal, dve stvari sta neskončni, vesolje in človeška neumnost. Ampak glede vesolja nisem čisto prepričan. Me pa zdaj veseli, le kaj bo povedala Branka. Hvala za besedo. Ker se nam letos zdi, da gre vse narobe, bi rada z vami delila misel iz knjige Štoparski vodnik po galaksiji. In sicer gre v bistvu za kultno misel avtorja Douglasa Adamsa in sicer Samo brez panike. Zdaj pa predajam besedo naprej Blanki. Zdravo. Jaz se pa oglašam iz najbolj pravljičnega kotička naše knjižnice. Tu je polno zgodb, pravljic, pesnic in eno vam bom zdaj prebrala. In sicer o lončku na pike, ki jo je napisala imenitna Anja Štefan. Dolgo že iščem lonček na pike. Tak, ki ti skuha vse, kar si želiš. Malo potrkaš, malo pomešaš, rečeš in vse, kar izrečeš, dobiš. Če bi kdo srečal lonček na pike, najprej naj sam se naužije dobrot. Potlej pa, res, zelo bom hvaležna, če mu do mene pokažete pot. Želim, da vsi najdemo lonček na pike. 1, 2, 3, Neža, na vrsti si zdaj ti. Lep pozdrav iz knjižnice v Črni. Prebrala vam bom pogumen odlomek iz knjige Knjižničarka iz Auschwitza. Meni se zdiš kar pogumna punca. Pa saj se čisto tresem, je obupano vzkliknila. Potem ji je Hirš naklonil tisti svoj nasmešek. Ravno zaradi tega si pogumna. Pogumni niso tisti, ki se ničesar ne bojijo. Takšni ljudje so nepremišljeni in se ne zmenijo za tveganje, pri tem pa spravljajo v nevarnost sebe in druge. V svoji ekipi si ne želim takšnih ljudi. Iščem takšne, ki poznajo tveganje, ki se jim tresejo noge, a še vedno vztrajajo. Medtem, ko ga je poslušala, so se ji noge počasi umirjale. Pogumni so ljudje, ki premagajo svoj strah. Ti si ena od takšnih. Simona, predajam ti besedo. Lep pozdrav iz domoznanskega oddelka. Na ta prvi sneženi dan bom govorila o pomladi. Aleksander Dubček, eden izmed akterjev praške pomladi, izrekel znamenite besede, ki so postale sinonim upora in boja za človekove pravice. Gredo pa nekako takole. Lahko pomendrajo vse cvetlice, a prihoda pomladi ne bodo zaustavili. Pa sem našla eno tako lepo analogijo v slovenskih pesniških dobravah in sicer od Rudolfa Maistra. V svoji pesmi Naprej je zapisal: Bratje, naša pomlad gre iz stav, bistra ko burja,
močna koval. Tako v borbenem duhu predajam besedo tebi, kolegica Simona. Pozdravljeni. Domoznanka Simona, se vam javljam iz naših posebnih zbirk. Mene se je pred kakšnim letom, 2, dotaknila ena izjava, ki je bila tudi v zboru za pop leta. Sicer ni bila izbrana za najboljšo, meni pa se je zdela, kot da je napisana za vse čase, tudi takšne, ki jih živimo prav danes na ta veseli dan. Zapisal jo je glasbenik in filozof Boštjan Narat in pravi: ne razlagajte mi, kaj vse me ogroža, in ne pridigajte mi o koncu civilizacije. Civilizacija sem jaz, dokler sem človek in ne s tujim strahom okužena pokojka. Naj se beseda prenese po stopnišču v našo upravo k Majdi. Pozdravljeni, jaz sem pa Majda, pa nisem knjižničarka, jaz pa poskrbim, da imajo naše knjižničarke in naši sodelavci enkrat na mesec plačo, pa da so vse knjige plačane. Občasno pa tudi s kakimi razveselim sodelavce s kakšnimi domačimi sladkimi dobrotami, za kar mi pa Jelka spiše kakšno pesmico, kot na primer: a Majda, tvoja torto jedli bi frutarijanci in vegani, indijanci, aboriđini in afričani, če bi jo le poskusiti smeli. Sladko naprej, Janja. Superca. No, pri nas v knjižnici lahko berete takšne knjige in pa tisti, ki ste bolj moderni, takšne knjige. In sicer Biblos, elektronske knjige, ali pa poslušate tudi audiobook knjige. Predajam besedo Niki. Zdravo! Šolanje in kašljanje poteka od doma, tako da jaz se javljam od doma. In prebrala vam bom en Ničejev stavek iz Somraka Malikov. Dobre stvari so na vso moč dragocene in zmeraj je veljal zakon, da je človek, ki jih ima, drugačen kakor tisti, ki jih pridobiva. Bodite dobro, bodite zdravi, zdaj pa besedo predajam v obdelavo Vlasti. Hvala, Nika. Pozdrav tudi z moje strani. Danes sem se odločila, da vam preberem 2 citata, ki sta bila izrečena že pred davnimi časi. Francoski pisatelj Albert Camus je dejal: brez kulture in s tem povezane svobode se zdi še tako popolna družba kot džungla. Zato je pristna kreacija darilo prihodnosti. In pa še besede neznanega avtorja, ki je dejal: če misliš, da je branje knjig dolgočasno, jih bereš narobe. Vsekakor 2 citata, ki sta vredna razmisleka. Toliko z moje strani, sedaj pa predajam besedo kolegici Darji v obdelavo. Hvala, Vlasta. Jaz pa se oglašam iz oddelka obdelave in kot je lepo vidno v ozadju, nas čaka še veliko dela. Da pa bomo z upanjem zrli v lepši jutri, delim delček pesmi iz Krivega Frana Milčinskega Ježka Sončna ura. Sončna ura dobro ve, šteti temnih ur ne sme. Kaj zato, če temno danes je vse nebo? Jutri zlato sonce bo. Sončna ura te uči, štej le svetle, sončne dni. Če ti je kdaj hudo, kar pozabi na to, saj bo jutri spet lepo. In kot se šika, ima zadnjo besedo naša Irena. Hvala. Ta veseli dan kulture začenja zadnji mesec v tem, lahko rečem, kar kaotičnem letu. Zakaj je pomembno, da beremo? Zato, ker kot pravi Tone Pavček, brati pomeni podvige. In tudi zato, ker se brati nazaj daleč ne pride. Ker pravo branje le dalje in dalje gre. Zato še vedno prisegam na že ponarodeli Pavčkov vers. Če ne bomo brali, nas bo pobralo.
Mi imamo branja dovolj, samo izbrati je treba pravi način in pravo vsebino.